Preden je Aleksander postal kralj, je bila Grčija razdeljena. Takrat še ni bila ena država. Sestavljalo jo je veliko mestnih držav, kot so Atene, Šparta in Tebe. Vsaka od njih je imela svojo vlado, vojsko in cilje. Atene so bile znane po demokraciji, mornarici, umetnosti, gledališču in filozofiji. Šparta pa je bila znana po strogi vojaški vzgoji in discipliniranih vojakih. Leta 480 pred Neturštatet so se nekatere grške mestne državice začasno združile proti Perzijskemu cesarstvu. In to je bila bitka pri Termopilah, kjer se je majhna grška vojska skupaj s Špartanci pod vodstvom kralja Leonidasa soočila z ogromno perzijsko vojsko. Večina grških branilcev je bila poražena in ubita, vendar so uspeli upočasniti napredovanje perzijske vojske. Tako so imele druge grške mestne državice čas, da se pripravijo. Nato so Grki premagali še perzijsko mornarico v bitki pri Salamini. Naslednje leto so premagali tudi perzijsko vojsko v bitki pri Plateji. Zaradi tega je bila Perzija prisiljena umakniti se iz Grčije. Toda po vojni so se Grki spet sprli. Prišlo je do novih spopadov med Atenami, Šparto, Tebami in drugimi mestnimi državami. Zaradi tega so njihove vojske oslabela, veliko mest je bilo uničenih in trgovina je propadla. Medtem ko so bili zaposleni z bojevanjem drug proti drugemu, je Makedonija na severnem delu Grčije postajala vse močnejša. Tisti, ki je spremenil Makedonijo, je bil kralj Filip II., oče Aleksandra. Bil je odličen kralj, diplomat in vojaški strateg. Uredil je makedonsko vojsko ter jo naredil bolj disciplinirano, bolj organizirano in učinkovitejšo v boju. Ena najpomembnejših orožij njegove vojske je bila sarisa. Sarisa je zelo dolga sulica, ki meri približno od 4 do 5,5 metra. Bila je daljša od običajnih sulic drugih grških vojakov. Vojaki s sariso so se borili v tesni formaciji imenovani falanga. Ko so hkrati usmerili svoje sulice, je izgledalo, kot da ustvarjajo gibajoči se zid ostrih jeklenih konic. Sovražniku je bilo težko priti blizu, ker je moral premagati veliko konic sulic. Toda falanga je imela tudi svoje slabosti. Močna je bila, kadar je bila zemlja ravna in formacija nepoškodovana. Toda če se je vrsta porušila ali so zašli na skalnat in ozek teren, jo je bilo težko nadzorovati. Zato Filip ni uporabljal samo falange. Združil je težko pehoto, lahko pehoto, lokostrelce, metalce sulic, izvidnike in konjenico. Vsaka skupina je imela jasno nalogo. Falanga se je soočila z glavno sovražno silo, hitrejša pehota pa je varovala njene boke. Lokostrelci in metalci sulic so napadali oddaleč. Ko se je v sovražnikovi obrambi pojavila vrzel, je konjenica hitro napadla. Najmočnejša med konjenico je bila hetajerska konjenica. Sestavljali so jo elitni konjeniki Makedonije. Ko so opazili šibek del sovražnikove linije, so skupaj napadli, da bi jo prebili. Preprosto povedano, falanga zadrži sovražnika spredaj, medtem ko konjenica izvede zadnji močan napad. Zaradi tega sistema je Makedonija postala najmočnejše kraljestvo v Grčiji. Kljub temu je Filip leta 338 pred Ano Neštiteva premagal združeno vojsko Aten in Teb v bitki pri Heroneji. V bitki je sodeloval tudi mladi Aleksander, ki je bil takrat star komaj 18 let. Zaradi te zmage je Filip prevzel nadzor nad večino grških mestnih držav. Nato je ustanovil Korintsko zvezo. Ta je združila Makedonijo in večino grških mestnih držav pod njegovo vodstvo. Šparta je bila glavna izjema in je zavrnila pridružitev. Ko je Filip prevzel nadzor nad večino Grčije, je načrtoval napad na Perzijsko cesarstvo. Makedonija in Perzija sta bili različni kraljestvi. Perzija je bila največje in najbogatejše cesarstvo v tistem času. Nadzorovala je Malo Azijo, Egipt, Mezopotamijo in še veliko drugih ozemelj. Vendar pa so bile tudi v Perziji težave, kot so upori in boj za oblast. Filip je videl to kot odlično priložnost za napad. Nameraval je voditi Makedonce in Grke v veliko vojno proti Perziji. Toda preden je to lahko začel, ga je leta 336 pred Ani Neštitev ubil eden od njegovih lastnih telesnih stražarjev. Še vedno ni jasno, ali je bil razlog osebno sovraštvo ali pa je v ozadju večja zarota za umor. Po smrti Filipa je njegov sin Aleksander postal kralj Makedonije. Takrat je imel komaj 20 let, bil je že pameten in odličen bojevnik. Eden od njegovih učiteljev je bil tudi filozof Aristotel, ki ga je učil o znanosti, politiki, medicini, književnosti in filozofiji. Vendar je veliko ljudi dvomilo vanj, ker je bil še zelo mlad. Nekateri so mu hoteli vzeti prestol, nekatera bližnja območja so se celo uprla Makedoniji. Zato je moral Aleksander najprej utrditi lastno kraljestvo, preden je napadel Perzijo.
Hitro je zatrl upore na severu in okrepil svoj nadzor nad Makedonijo. Medtem ko je bil odsoten, se je razširila lažna novica, da je umrl. Zaradi tega se je uprlo mesto Tebe. Aleksander se je hitro vrnil in obkolil mesto. Ko se Tebe niso hoteli predati, jih je napadla njegova vojska. Veliko jih je umrlo, na tisoče so jih zasužnjili, mesto pa je bilo skoraj popolnoma uničeno. Aleksander je ravnal kruto, a njegovo sporočilo je bilo jasno. Ni dovolil, da bi se druge grške mestne države uprle med njegovo odsotnostjo. Zaradi tega so se druga mesta prestrašila in ponovno priznala Aleksandra za vodjo Korintske zveze. Njegov prestol je bil zdaj varen. Čas je, da nadaljuje načrt, ki ga njegov oče ni dokončal. Napad na Perzijsko cesarstvo. Spomladi leta 334 pred Tršenštita je Aleksander prečkal Helespont in odšel v Malo Azijo, ki jo je takrat nadzorovala Perzija. S seboj je imel približno 40.000 do 50.000 vojakov. V tej vojski so bili makedonska falanga, hipaspisti, grški hopliti, plačanci, lokostrelci, metalci sulic, izvidniki, lahka pehota in konjenica. Hipaspisti so bili elitna pehota, hitrejša od falange. Pomagali so varovati prostor med pehoto in konjenico. Prisotna sta bila tudi tesalska konjenica in elitna hetajerska konjenica. Aleksander je osebno vodil kraljevski eskadron konjenice. Ni ostal samo v ozadju, pogosto je vodil najbolj nevarne napade. Z njim je bil tudi Parmenion, izkušen general in eden najbolj zaupanja vrednih poveljnikov njegovega očeta. Aleksandrov vojska je bila manjša od celotnih sil, ki jih je lahko zbrala Perzija. Toda bila je bolje organizirana, hitrejša in izurjena za boj kot ena celota. Falanaga se je soočila z glavno linijo sovražnika, lahke enote so motile njihovo formacijo. Konjenica pa je iskala priložnost, da prebije obrambo. Prvi veliki preizkus za mladega kralja Aleksandra se bo začel v Mali Aziji. Kmalu so Perzijci preprečili vstop Aleksandra v Malo Azijo. Perzijsko cesarstvo je bilo razdaljeno do velike province imenovane satrapije. Vsako je vodil guverner imenovan satrap. Ko so satrapi v Mali Aziji izvedeli za prihod Aleksandra, so se zbrali, da bi razpravljali, kako ga ustaviti. Z njimi je bil tudi Memnon z Rodosa, odličen grški general, ki je delal za Perzijo. Svetoval jim je, naj se ne borijo takoj. Predlagal je, naj uničijo pridelke in hrano, ki bi jih lahko makedonska vojska dobila, nato pa se umaknejo globje v notranjost ozemlja. Če ne bi bilo hrane in zalog, bi bil Aleksander prisilen ustaviti se ali se vrniti domov. Toda perzijski guvernerji niso želeli sami uničiti svojih mest in kmetij. Mogoče so tudi dvomili o resničnih namenih Memnona. Zato so se odločili, da se Aleksandru takoj zoperstavijo pri reki Granik. Točno, kaj se je zgodilo na njihovem srečanju, izvira iz starodavnih poročil in danes tega ni mogoče preveriti. Kljub temu se je perzijska konjenica postavila na nasprotnem bregu reke. Za njimi so bili tisoči grških plačancev, ki jih je Perzija plačala za boj. Ti vojaki so bili prav tako Grki, vendar so bili na strani perzijskega imperija zaradi denarja in službe. Aleksander je bil v težkem položaju. Njegovi vojaki so morali najprej prečkati reko, medtem ko so jih obmetavali s sulicami. Nekateri poveljniki so predlagali, naj počakajo in napadajo naslednji dan. Aleksander ni želel dati Perzijcem priložnosti, da bi se umaknili ali še bolj pripravili, zato je ukazal takojšen napad. Nekaj konjenice in lahke pehote je najprej prečkalo reko, da bi zmedli sovražnikovo linijo. Nato je Aleksander osebno vodil večji napad na desni strani. Medtem ko so bili njegovi vojaki v vodi, so jih napadli izstrelki in perzijska konjenica. Ko so prispeli na breg, so se konji in vojaki zbrali v kaotičnem boju. Aleksander je tvegal nevarno potezo, vendar je imel jasen cilj. Medtem ko so bili najmočnejši perzijski konjeniki osredotočeni nanj, je preostali del njegove vojske lahko prečkal reko. Aleksander je bil sredi same bitke. Po besedah starodavnih piscev je perzijski plemič zadel njegovo čelado. Še en Perzijec bi ga skoraj napadel od zadaj, a ga je rešil njegov tovariš Kletus de Blanc. Ni povsem gotovo, ali so vsi ti detajli točni, saj so zgodbo zapisali zgodovinarji iz antičnih časov. A vendar je jasno, da je bil Aleksander skoraj ubit v svojem prvem velikem spopadu med invazijo. Ko je makedonska pehota končno prečkala reko, se je potek bitke spremenil. Perzijska konjenica se je znašla pred dolgo vrsto sulic. Njihova formacija se je postopoma zrušila, dokler se mnogi niso umaknili. Grški plačanci so ostali zadaj. Aleksandrova vojska jih je obkolila, veliko jih je bilo ubitih.
Tiste, ki so jih ujeli, so vzeli za ujetnike in jih poslali na delo v Makedonijo. Aleksander jih je morda imel za izdajalce, ker so bili Grki, ki so se borili za Perzijo. Možno pa je tudi, da je želel opozoriti druge plačance, naj ne stopijo na stran njegovih sovražnikov. Bitka pri Graniku leta 334 pred Anonštata. Prva velika zmaga Aleksandra proti Perzijskemu imperiju. Zaradi tega se mu je odprl velik del zahodne Male Azije. Sardis, eno najpomembnejših mest in središč Perzije na tem območju, se je predal brez večje bitke. Toda obstajala je še večja nevarnost. Perzijska mornarica je bila še vedno močna. Nadzorovala je številne baze v vzhodnem Sredozemlju. Če je ne bi ustavili, bi lahko prekinila oskrbo s hrano, premike vojakov in prenos sporočil med Aleksandrom in Grčijo. Aleksander ni imel dovolj močne mornarice, da bi Perzijo premagal neposredno na morju. Zato je uporabil drugo metodo. Namesto da bi lovil ladje, je zavzel obalna mesta in pristanišča, ki jih je uporabljala perzijska flota. Ko ladje nimajo več varne baze in oskrbe, se zmanjša njihova sposobnost delovanja. Napadel je Milet in Halikarnas. Obe mesti sta se uprli, še posebej Halikarnas, kjer je pri obrambi pomagal Memnon. Toda Aleksander je vseeno zavzel velik del obeh mest. A vendar obleganja niso bila hitra ali lahka. V Halikarnasu so namreč nekateri perzijski branilci pobegnili ali pa so ostali na nekaterih močnih položajih, tudi ko je Aleksander že nadzoroval glavno mesto. Nato je Aleksander nadaljeval proti regijam Likija in Frigija. Medtem ko je Aleksander napredoval po kopnem, je Memnon poskušal prenesti vojno na Egejsko morje, ki je del Grčije. Z uporabo perzijske flote je napadel nekaj otokov in grozil, da bo prenesel bitko nazaj v Grčijo. Aleksander bi bil morda prisiljen umakniti se, če bi v njegovem zaledju izbruhnil velik upor. Toda Memnon je nenadoma zbolel in umrl. Perzijska pomorska kampanja se je za nekaj časa nadaljevala pod drugim poveljnikom, toda izgubili so enega svojih najboljših strategov. Minilo je približno 18 mesecev, odkar je Aleksander vstopil v Azijo. Zasedel je že veliko mest in pomembnih poti, toda do takrat se je boril le proti lokalnim guvernerjem in regionalnim vojskam Perzije. In zdaj je osebno ukrepal perzijski kralj Dari III. Dari je zbral ogromno vojsko in se odpravil na pohod, da se sooči z Aleksandrom. Natančno število ni znano, saj so antični pisci pogosto pretiravali glede velikosti vojsk, vendar je jasno, da je imel Dari večjo vojsko. V nepričakovanem razpletu je perzijska vojska prispela za makedonsko vojsko blizu Isusa. Aleksandru je bila pot nazaj proti severu prekinjena. Ni imel več lahke poti, da bi se izognil bitki, toda tudi Dari je naredil napako pri izbiri kraja. Ravnina pri Isusu je ozka, na eni strani je morje, na drugi pa gore. Zaradi omejenega prostora Perzijci niso mogli razporediti celotne vojske, čeprav jih je bilo več. Toda Dariš ni mogel hkrati uporabiti vseh svojih vojakov in konjenice. Perzijska vojska se je postavila za majhno reko. Dari je svojo močno konjenico postavil blizu morja, kjer je bila zemlja bolj primerna za konje. Na sredino je postavil svoje najboljše pešake, vključno z grškimi plačanci. Tudi Dari je bil na sredini, obkrožen s svojimi kraljevimi stražarji. Na strani Aleksandra je Parmenion ponovno vodil levi del blizu morja. Ta del se bo soočil z močno perzijsko konjenico. V sredini je bila makedonska falanga. Aleksander pa se je postavil na desno, blizu vznožja gore. Skupaj s svojo elitno pehoto, lokostrelci, metalci sulic in hetajersko konjenico. Ko je videl, da je Parmenionova leva stran v nevarnosti, je ukrepal. Poslal je dodatno konjenico, da bi jo okrepil. To ni bil le preprost boj med številčnejšimi in manjšimi silami. Darijev cilj je bil uporabiti svojo veliko vojsko, da bi uničil in obkrožil Aleksandra. Aleksandrov načrt pa je bil, da zadrži perzijsko konjenico na levi, medtem ko išče prehod na desni, skozi katerega bi lahko prodrl v središče Darijeve vojske. Na ozki ravnici pri Isu Aleksander ni bil več soočen samo z guvernerji. Prvič je bil na drugi strani sam kralj največjega imperija v njihovem svetu. Aleksander je dvignil svoje orožje, poklical svoje vojake in ponovno vodil napad.
V bitki pri Isu je Aleksander hitro potisnil desni del perzijske vojske nazaj, vendar je bila njegova lastna vojska na sredi bojišča v nevarnosti. Medtem ko so poskušali slediti hitremu napadu Aleksandra, so se nekateri deli makedonske falange razpršili. Grški pračanci Dareja so opazili vrzeli in takoj napadli. Makedonci so se na sredini postopoma umikali. Aleksander je opazil nevarnost. Namesto da bi nadaljeval s preganjanjem bežečih, je preuredil svojo konjenico in napadel bok plačancev. Zaradi tega so bili prisiljeni boriti se v dveh smereh. Falanga si je oddahnila in ponovno napredovala. Nato je Aleksander naravnost odšel v središče perzijske vojske, kjer je bil kralj Darij III. Ko je Darij videl, da se Makedonci približujejo, je pobegnil na svoji bojni kočiji. Na drugi strani bojišča je bil boj še vedno silovit. Parmenionove sile so zadrževale najmočnejšo perzijsko konjenico. Če bi jih prebili, bi lahko obkolili celotno Aleksandrovo vojsko. Toda ostali so na svojih položajih. Ko se je razširila novica, da je Darij pobegnil, je veliko perzijskih vojakov izgubilo zaupanje. Njihova formacija se je porušila in začeli so bežati. Aleksander je zmagal v bitki. Makedonci so zavzeli tudi tabor Darija, kjer so ostali njegova mati, žena in otroci. Aleksander jih ni ubil. Ohranil jim je visok položaj in ukazal, naj se z njimi ravna spoštljivo. To je bilo pomembno za njegov načrt. Želel je pokazati, da ni le osvajalec, hotel je, da ga priznajo kot vrednega naslednika Darija in kot kralja Perzije. Toda Aleksander takoj ni zasledoval Darija. Preden je vstopil v središče Perzijskega imperija, je moral najprej prevzeti nadzor nad obalami vzhodnega Sredozemlja. Če bi pristanišča še vedno ostalo v perzijskih rokah, bi jih mornarica lahko uporabila za prekinitev njegovih oskrbovalnih poti in podpiranje uporov v Grčiji. Večina feničanskih mest se je predala, vendar se Tir ni predal. Glavni del Tira se je nahajal na otoku blizu obale. Obdan je bil z vodo in zaščiten z visokimi zidovi. Ker je imel Aleksander omejeno lastno mornarico, je bilo to težko napasti. Zato je dal zgraditi širok nasip od celine do otoka. Njegovi možje so uporabili kamenje, les in zemljo. Medtem ko so to gradili, so jih branilci sten in ladij nenehno obmetavali s kamenjem in obstreljevali. Tirci so celo uporabili ognjeno ladjo, da so zažgali oblegovalne stolpe in drugo opremo Aleksandra. Toda ni odnehal, ni stopil nazaj. Prosil je za ladje iz mest, ki so se mu že predala. Ko je zbral večjo floto, je obkrožil Tir in napadel obzidje tako s kopnega kot z morja. Po približno 7 mesecih je bila obramba prebita in mesto je padlo leta 332 prsi našem štelto. Kazen je bila kruta. Veliko jih je umrlo med napadom, tisoče pa so jih prodali v suženjstvo. Nato je napadel Gazo, še eno močno mesto, ki je oviralo pot proti Egiptu. Po težkem obleganju je njegovi vojski uspelo zavzeti tudi to mesto. Ko je Aleksander prispel v Egipt, se mu velika perzijska vojska ni več zoperstavila. Perzijski guverner se je predal in mu predal nadzor nad celotno provinco. Perzijska oblast ni bila priljubljena pri mnogih Egipčanih, zato so nekateri duhovniki in lokalni voditelji sprejeli Aleksandra kot novega vladarja. Priznali so ga za faraona, naziv, ki so ga uporabljali kralji starega Egipta. Blizu ustja reke Nil je ustanovil mesto v Egiptu. Kraj je izbral, ker bi lahko postal pomembno pristanišče in trgovsko središče med Egiptom in Sredozemljem. Obiskal je tudi oazo Siva, da bi obiskal tempelj in orakelj boga Amuna. Po nekaterih starodavnih zgodbah so ga tam imenovali sin Amuna. Ni jasno, kaj so točno rekli duhovniki, vendar je Aleksander ta obisk izkoristil, da okrepi svojo podobo voditelja z božjim blagoslovom. Medtem ko se je njegova moč širila v Aziji in Egiptu, je v Grčiji izbruhnil upor. Upor je vodil kralj Agis III iz Šparte, ki je prejel pomoč iz Perzije. Upal je, da bo lahko izkoristil odsotnost Aleksandra, da bi oslabil nadzor Makedonije. Toda Aleksander je v Grčiji pustil svojega poveljnika Antipatra. Antipatros se je spopadal s spartansko vojsko blizu Megalopolisa leta 331 pr. Štitova. Špartanci so se pogumno borili, vendar jih je premagala večja makedonska vojska. V bitki je padel tudi kralj Agis. Zaradi tega je Aleksandrov zaledje ostalo varno, medtem ko se je približeval središču Perzijskega imperija. Darej je poskušal končati vojno s pogodbo.
Po starih zapisih je Aleksandru ponudil veliko vsoto denarja, poroko s svojo hčerko in nadzor nad velikim delom perzijskih ozemelj. Točne podrobnosti ponudbe se razlikujejo glede na starodavne pisce. Toda Aleksandrov odgovor je bil jasen. Zavrnili je mir. Ni več ni želel nadzorovati le ozemelj, ki jih je že osvojil. Želel je zamenjati Darija in prevzeti celotno perzijsko cesarstvo. Leta 331 pred našo dobo je odkorakal proti Mezopotamiji. Blizu Gavgamele, na območju današnjega Iraka, se je Darij pripravil na zadnjo veliko bitko. Za razliko od utesnjenega bojišča pri Isusu, je perzijski kralj izbral široko in ravno območje. Njegovi možje so celo očistili tla, da bi konjenica in bojne kočije lažje tekli. Darej je zbral vojake iz različnih delov svojega imperija. Sem so spadali pehota, lokostrelci, konjenica iz Srednje Azije in Armenije, bojne kočije z rezili na kolesih in morda celo nekaj vojnih slonov. Natančno število obeh vojsk ni znano. Nekateri starodavni pisci so navajali izjemno visoke številke. Vendar se zgodovinarji strinjajo, da je imel Darius več vojakov kot Aleksander. Aleksander je vedel, da ga lahko obkrožijo, zato je postavil drugo linijo zadaj in nekoliko nagnil oba konca svoje vojske. Ko so Perzijci poskušali obkrožiti, so jih tam pričakale enote. Aleksandrov načrt se je začel z nenavadno potezo. Namesto da bi šel naravnost v sredino, je počasi premaknil svoje desno krilo stran od bojišča. Perzijska konjenica ga je bila prisiljena slediti, saj niso želeli, da bi zapustil območje, ki so ga pripravili za svoje bojne vozove. Medtem ko so ga zasledovali, se je zmanjšalo število vojakov, ki so varovali sredino perzijske linije. To je Aleksander čakal. Poslal je konjenico, da bi ustavila Perzijce na desni strani. Izbruhnil je velik konjeniški spopad, medtem ko je Darej izpustil svoje bojne vozove. Metalci s ulic so hitro napadli bojne vozove, zadeli so konje in voznike. Nekateri makedonski pešci so odprli prehode, da so bojne vozove spustili skozi, ne da bi trčili v njihove vrste. Orožje, na katerega je Darij računal, da bo razbilo falango, je spodletelo. In ko se je središče perzijske vojske popolnoma odprlo, je Aleksander vodil hetarsko konjenico in izbrano pehoto v hiter napad. Naravnost so napadli skozi odprtino. Na koncu njihovega napada je bil ponovno Darij, kralj, ki ga je moral Aleksander premagati, da bi osvojil celotno Perzijo. Ko se je središče perzijske vojske pri Gavgameli odprlo, ga je Aleksander takoj napadel. Vojaki okoli Darija so zapaničarili. Njihova formacija se je porušila in perzijski kralj je ponovno pobegnil. Toda Aleksander ga ni uspel ujeti. Na drugi strani bojišča so bile sile Parmeniona skoraj obkoljene. Nekateri perzijski in srednjeazijski konjeniki so celo prebili linijo. Namesto da bi Makedonce napadli od zadaj, so se nekateri odpravili naravnost v tabor po zaklade. Parmenion je prosil za pomoč. Zato je Aleksander prenehal zasledovati Darija in se vrnil, da bi rešil svojo levo stran. Sledil je hud boj. Ko se je razširila novica, da je Darij pobegnil, je tudi preostala perzijska konjenica izgubila pogum. Popolnoma so se umaknili. Zmaga pri Gavgameli leta 331 pred našim štutom je uničila glavno vojaško moč perzijskega cesarstva. Čeprav natančno število mrtvih ni znano, je jasno, da je bila izguba za Perzijo veliko večja. Zdaj je pot do najbogatejših mest odprta. Ob zatonu imperija je Aleksander najprej vstopil v Babilon, kjer so ga lokalni uradniki priznali za novega vladarja. Sledila je Suza, kjer je pridobil velik del kraljeve zakladnice Perzije. Toda preden je prispel v Perzepolis, so ga perzijski branilci ustavili na ozkem prehodu v gorovju Zagros, imenovanem Perzijska vrata. Težko jih je bilo premagati s čelnim napadom, zato je Aleksandrova vojska poiskala drugo pot skozi gore in obšla položaj Perzijcev. Ko so bili branilci obkoljeni in poraženi leta 330 pri Nostonenštiten, je Aleksander prispel v Perzepolis, slovesno prestolnico Perzijskega imperija. Dovolili je svojim vojakom, da so si vzeli bogastvo mesta. Kasneje je bila kraljeva palača tudi požgana. Nekateri starodavni viri pravijo, da je bilo to storjeno kot maščevanje za požig Aten strani Perzijcev v prejšnjem stoletju. Vendar pa se še vedno razpravlja, ali je bil požar načrtovan ali pa se je zgodil med popivanjem Makedoncev. To je v nasprotju s tem, kar je želel prikazati Aleksander. Drugi je deloval kot novi kralj Perzije. Toda v Perzepolisu je deloval kot osvajalec, ki se maščuje. Medtem je Darej bežal proti vzhodu, da bi sestavil novo vojsko. Tega mu ni uspelo narediti.
Ko se je Aleksander približeval, so Dareja ujeli nekateri njegovi lastni uradniki. Eden izmed njih je bil Besus, guverner Baktrije. Ubili so Dareja in pustili njegovo telo, preden so pobegnili. Ko so ga Makedonci našli, je bil perzijski kralj že mrtev. Aleksander je ukazal, naj Dareja pokopljejo skupaj s prejšnjimi perzijskimi kralji. S tem je pokazal, da se ima za zakonitega naslednika prestola, ne le za tujega osvajalca. Besus pa je razglasil sebe za novega kralja. Zaradi tega je Aleksander nadaljeval svoj pohod proti vzhodu. Moral je ujeti Besusa in prevzeti nadzor nad oddaljenimi provincami nekdanje Perzije. Kampanja ni bila lahka. Na območjih, ki so danes del Afganistana, Uzbekistana in Tadžikistana, se je soočil z upori in hitrimi napadi domačih bojevnikov. Niso se vedno borili na odprtem bojišču. Napadli so, nato pa so se skrivali v gorah, puščavah in oddaljenih vaseh. Aleksander je ustanovil več mest, da bi varoval pomembne poti. Mnoge med njimi je poimenoval Aleksandrija. Besusa so ujeli potem, ko so ga izdali. Ko so ga izdali njegovi lastni ljudje, ga je Aleksander poslal v Perzijo, kjer so ga kaznovali in usmrtili zaradi umora Darija. Toda tudi po smrti Besusa so se boji v Baktriji in Sogdiji nadaljevali. Z nadaljevanjem vojne so se povečevale tudi težave znotraj Aleksandrove lastne vojske. Mnogi Makedonci so bili že več let daleč od svojih družin. Utrujeni so bili od neskončnega marširanja in bojevanja. Prav tako jim ni bilo všeč, da je Aleksander postopoma začel uporabljati perzijska oblačila in uradnike. In kraljevska oblačila. Za Aleksandra je bilo to potrebno, da bi ga sprejeli milijoni perzijskih podložnikov. Toda za nekatere njegove rojake je to pomenilo, da pozablja na lastne korenine. Napetosti v Samarkandu so se stopnjevale. Medtem ko so pili, sta se Aleksander in veteran general Klejtos Črni sprla. Klejtos je bil vojak, ki mu je nekoč rešil življenje pri Graniku. V silovitem besu ga je Aleksander ubil s sulico. Kasneje ga je močno preganjalo kesanje, a vendar ni mogel več vrniti življenja človeku, ki mu je dolgo služil. Aleksander je prav tako poskušal nekatere Grke in Makedonce prepričati, naj izvajajo perzijski ritual proskineze, kjer se človek prikloni ali poklekne pred kraljem. To je bilo običajno na perzijskem dvoru. Toda za Grke je bilo takšno spoštovanje običajno namenjeno le bogovom. Zaradi močnega nasprotovanja je Aleksander odstopil od načrta. Pojavile so se tudi obtožbe o zaroti za atentat. Nekateri vojaki in uradniki, za katere so sumili, da so vpleteni, so bili ubiti. Med ubitimi sta bila tudi njegov nekdanji poveljnik konjenice Pilotas in njegov oče Parmenion. Parmenion je pomembno prispeval k skoraj vsem prvim zmagam Aleksandra, vendar so ga ubili, še preden je izvedel, kaj se je zgodilo z njegovim sinom. Aleksander se je bal, da bi lahko Parmenion začel upor. S tem je pokazal, kako strog in nezaupljiv je postal do ljudi okoli sebe. Da bi okrepil nadzor nad Baktrijo, se je Aleksander poročil z Roksano, hčerko lokalnega plemiča. Morda mu je bila osebno všeč. To, da je bila poroka pomembna tudi kot politična zveza. Nato je nadaljeval proti dolini Inda, na območja, ki so danes del Pakistana in Indije. Nekateri lokalni vladarji so se mu pridružili. Toda pa se kralj Porus ni hotel predati. Srečala sta se v bitki pri reki Hidaspes leta 326 Perenza na Štobutua. Velik problem za Makedonce so bili vojni sloni kralja Porusa. Veliko konj ni bilo vajenih približevanja tem ogromnim živalim. Ti so lahko razbili formacijo in poteptali vojake. Aleksander je uporabil hitre manevre, da je preusmeril pozornost kralja Porusa. Prečkal je reko na drugem delu in napadal njegovo vojsko iz nepričakovane smeri. Boj je bil silovit in na obeh straneh je bilo veliko žrtev. Toda na koncu je bil Porus poražen. Aleksander je občudoval njegovo pogum. Namesto da bi ga odstavil z oblasti, je Aleksander Porusa ponovno postavil za lokalnega vladarja pod svojim novim imperijem. Aleksander je želel še naprej marširati globlje v Indijo. Toda pri reki Hifasis, ki se danes imenuje reka Beas, je njegova vojska zavrnila nadaljevanje. Skoraj 8 let so že marširali in se bojevali. Prepotovali so na tisoče milj, mnogi so bili ranjeni, utrujeni in so si močno želeli domov. Pojavljale so se tudi govorice o večjih kraljestvih in še več vojnih slonih v Indiji. Na vzhodu je Aleksander več dni poskušal spremeniti njihovo mnenje, toda niso popustili. Ni imel druge izbire, kot da se vrne. Sledili so rekam proti morju. Med potovanjem so se borili tudi proti nekaterim lokalnim plemenom. Pri napadu na eno izmed mest je Aleksander prvi splezal na obzidje skupaj z nekaj vojaki. Zadela ga je puščica v prsi in skoraj je umrl. S tem je pokazal svojo pogumnost, a tudi nepremišljenost.
Smrt kralja bi lahko uničila celo vojsko in cesarstvo. Ko so prispeli do obale, je del svojih sil poslal pod vodstvom Nirtija, da se z ladjami vrnejo v Perzijo. Aleksander pa je vodil prehod čez Gedrozijsko puščavo. Ko se je vrnil v središče cesarstva, je poskušal združiti Makedonce in Perzice. V Susi je organiziral množično poroko med svojimi častniki in perzijskimi plemkinjami. Sam se je poročil z 2 perzijskima princesama. Čeprav je bil že poročen z Roksano, je poplačal dolgove svojih vojakov in izuril na tisoče mladih Perzicev v makedonskem vojaškem sistemu. Vendar je bilo veliko Makedoncev jezni. Imeli so občutek, da jih Perzici nadomeščajo. V opisu je prišlo do upora. Aleksander je kaznoval njihove voditelje, a se je kasneje spravil s svojimi vojaki. Kmalu zatem je Hefajstion umrl zaradi bolezni. Njegov najbližji prijatelj in eden izmed njegovih najbolj zaupanja vrednih poveljnikov. Aleksander je bil zelo žalosten. Ukazal je splošno žalovanje in pripravil velik pogreb zanj. Ko se je vrnil v Babilon, je začel znova načrtovati novo vojaško odpravo. Možen naslednji cilj je bila Arabija, toda nenadoma je zbolel. Po nekaj dneh visoke vročine in nenehne slabosti je Aleksander umrl leta 323 pred Šteterem. Star je bil le 32 let. Pravi vzrok njegove smrti še vedno ni znan. Številne bolezni so predlagali zgodovinarji in zdravniki, vendar ni dovolj dokazov, da bi katerokoli potrdili. Prav tako ni trdnih dokazov, da bi bil zastrupljen. Umrl je, ne da bi bil kdajkoli poražen na velikem bojišču. Vendar je Aleksander za seboj pustil velik problem. Ni imel ni jasnega odraslega naslednika, niti ni imel pa polnega načrta, kdo bo vodil njegovo ogromno cesarstvo. Njegov otrok z Roksano se še ni rodil, ko je umrl. Zaradi tega so se njegovi generali začeli boriti za oblast. Začele so se dolge vojne, imenovane vojne diadohov. Na koncu se je cesarstvo razdelilo na različna kraljestva. Ptolemajci so prevzeli nadzor nad Egiptom, Seleukidska dinastija je zavzela velik del Azije, drugi generali pa so vladali Makedoniji in drugim regijam. Kasneje so ubili tudi Roksano in mladega sina Aleksandra, da jo ne bi uporabili za zahtevanje prestola. Njegovo cesarstvo ni dolgo obstalo kot ena država, vendar pa je pustilo velik vpliv. Grški jezik, umetnost, znanost, arhitektura in politične ideje so se razširile v Egipt, na Bližnji vzhod ter v dele Srednje in Južne Azije. To ni popolnoma nadomestilo lokalnih kultur. Namesto tega so se grške, egipčanske, perzijske in druge tradicije prepletle. To je pomenilo začetek helenistične dobe, obdobja širše trgovine, potovanj, znanja in kulturne izmenjave. V samo približno 10 letih je Aleksander ustvaril imperij od Grčije do Indske doline. Bil je odličen poveljnik, a tudi krut osvajalec. Znal je spoštovati poraženega kralja, a znal je tudi uničiti mesto. Znal se je povezati z drugimi kulturami, a znal je tudi ubiti celo svojega dolgoletnega spremljevalca. Njegovo cesarstvo ni dolgo trajalo, a je spremenilo odnos med vzhodom in zahodom. In učinek tega se je čutil še stoletja po njegovi smrti.